Spoštovani, spoštovani predstavniki medijev, sodelavci tako občine Postojna, tudi Ministrstva za obrambo. Veseli me, da vas lahko danes tukaj pozdravimo, da lahko predstavimo tudi dosežke, ki smo jih uspeli dogovoriti in tudi že izvesti v preteklem letu za občino Postojna in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Predvsem, da je dobro začela delovati ta usklajevalna skupina, da pogovori potekajo v konstruktivnem duhu, da se dogovarjamo, predvsem pa, da sedimo skupaj za to, da najdemo rešitve, ki so sprejemljive tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije oziroma slovensko našo vojsko. Če bi na kratko predstavila, ob tem se še enkrat zahvalila tudi obema predstavnikoma usklajevalne skupine in tudi vsem ostalim članom v tej skupini, mogoče v parih točkah največje dosežke, ki nam je uspelo doseči v letu 2015. Vi veste, da je bila že pred časom podpisana pogodba med občino Postojna in Ministrstvom za obrambo. Uspeli smo dogovoriti in podpisati aneks k tej pogodbi glede uskladitve interesov o uporabi in upravljanju vojaške infrastrukture v občini Postojna. Realizirali smo dogovor o finančnem nadomestilu v višini 150.000 evrov za leti 2014 in 2015. V okviru tega so financirali in zgradili Javorniško cesto. Na podlagi dogovora za občino Postojna smo tudi dogovorili, tako da bomo zgradili vodovod in elektrovod po cesti Dobil. Pridobljena so že vsa dovoljenja in soglasja za začetek del. Velik napredek smo dosegli v predveščanju javnosti o aktivnosti našem osrednjem vodišču Slovenske vojske tukaj na to točko. Pripravili smo bazo naslovnikov, v njem so vse občine, društva, organizacije, tudi posamezniki in na vse te naslove pošiljamo obvestila o aktivnosti za tekoči mesec, pri čemer smo se dogovorili, da se aktivnosti lahko zmanjšujejo, ne smejo se pa povečevati. In prav tako na naslovnike hkrati obveščamo tudi okvirnih aktivnosti za 2 meseca naprej. Seveda se zavedamo, da bo potrebno vsakodnevno delati na tem, da bodo vsi ti naslovi tudi ažurni, tako da bodo vsi naslovniki dobivali tudi sprotna in jasna obvestila. Končali smo javni razpis za ekološki monitoring za 4 leta do vrednosti 200.000 evrov. Za izvedbo monitoringa je bilo izbrano podjetje Eriko. V komisiji za izbor najugodnejšega ponudnika je sodeloval tudi predstavnik občine. Trenutno pripravljamo pogodbo, ter se dogovarjamo, kakšen bo program dela za leto 2016 in tudi tukaj pričakujemo aktivno vlogo občine Postojna. Pri tem bi želeli poudariti, da smo na točko L Ministrstvo za obrambo tisti, ki smo izvajali okoljevarstvene raziskave in tudi v preteklosti vložili že v to veliko sredstev, okoli 700.000 evrov, in Ministrstvo za obrambo je v skladu z preteklim dogovorom predalo občini tudi poročilo o vplivih aktivnosti vadišča na okolico. Ugotovitve tega poročila so bile, da je del zemljišča v okolici bil ekološko degradiran s svincem zaradi večletnega delovanja Jugoslovanske ljudske armade. Zato smo tudi že teren pogozdili z nasazi, ki nekako obnavljajo to zemljišče. Obenem pa smo del aktivnosti preselili z te lokacije na druge lokacije. In sploh vsega tega tudi redno pirotehnično vadišče očistimo. Obnovili smo objekt stare konjušnice na Bilah v vrednosti okoli 193.000 dolarjev. Obnovitvena dela lani so bila izvedena skoraj v celoti. Letos bomo upravili še preostanek del, gre za menjavo stavbnega pohištva oziroma oken. Ob tem bi mogoče še bolj pozvali k sodelovanju lokalno podjetja in obrtnike, da se pri izvajanju del vključijo z svojimi ponudbami, mogoče še bolj kot do sedaj, zato da lahko zagotovimo, da bodo sredstva namenjena temu ostala v lokalnem okolju. Glede same konjušnice bi mogoče izpostavila tudi to, da na takšen način Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska skrbi za ohranitev kulturne dediščine, saj je tudi vsa obnova potekala v sodelovanju z regionalnim zavodom za kulturno dediščino. Naprej, če bi izpostavila, smo v sodelovanju z lovsko družino Prestranek dogovorili se izvedbi
nove lokacije, krmne njive in tudi postavitve mreže. Seveda je potrebno zemljišče očistiti, pripraviti novo zemljino, posaditi, ampak mislim, da bo to v prihodnjem steklo, tako da bo tudi tukaj dosežen nek napredek. Z občino Postojna smo podpisali tudi dogovor o souporabi nogometnega igrišča v vojašnici barona Andreja Čekovina v Postojni. Trenutno potekajo postopki za postavitev ograje, mi moramo izvesti javno naročilo. Računamo, da bodo dela končana aprila, igrišče pa bo na voljo tudi zunanjim uporabnikom. V sklopu tega lahko povem tudi, da smo z občino naredili vsa zemljiško-knjižna stanja, tako da smo rešili kar nekaj težav, ki so bile v preteklosti nekako neurejena. Podpisali smo soglasje za izvedbo del čiščenja podrasti na požarnih poteh na osrednjem vadišču Poček. V tem sodelujejo tako enote Slovenske vojske kot tudi gasilci. Na takšen način bo omogočen tudi lažji dostop gasilcem z vozili. Marsikdaj je bilo v preteklosti opaženo, da so morali iti peš. Nekako sem sedaj nanizala dogovore, ki smo jih uspešno izvedli, moram pa se vsem lokalnem prebivalstvu tudi opravičiti. Nismo izpolnili obljube, ki smo jo dali, da po 21. uri na osrednjem vadišču Poček ne bo več streljanja za težko oborožitvijo. Vem, da je bilo lani septembra precej izražena nezadovoljstva strani lokalnega prebivalstva, upravičeno, tudi župan se je oglasil pri nas na ministrstvo. Nismo niti ne računali, da bo žled pustil takšne posledice in da zaradi tega ni bilo vse tako zaraščeno, da bi preprečilo hrup in zaradi tega se vse skupaj tudi upravičujemo. Moram pa povedati, da to pravičilo velja tudi za letošnje leto, da bo v začetku marca tudi letos potekala vaja trdni dokaz, vendar smo to omejili tako, da bo samo en dan edino nočno usposabljanje omejeno, se pravi tako, da bo tudi končano najpozneje do 22. ure. Tako da prosim vso lokalno prebivalstvo za razumevanje, v prihodnosti pa bomo zagotovili vsa usposabljanja tako, da po 21. uri ne bo več aktivnosti. Mogoče v sklopu tega bi še izpostavila načrtovane spremembe in sicer zato, da bi nekako izboljšali uporabo osrednjega vadišča Slovenske vojske tudi na Počku. V Postojni načrtujemo Center za združeno usposabljanje. Ta center bo izvajal usposabljanje, podporo usposabljanja, ocenjevanje usposabljenosti pripadnikov povojstva vseh enot Slovenske vojske, sodeloval bo z civilnimi in lokalnimi strukturami za potrebe zaščite in reševanja, vodil in upravljal bo poligone, vadišča, strelišča, infrastrukturne objekte in sredstva v okviru osrednjega vadišča Slovenske vojske ter načrtoval in nadziral tudi vse aktivnosti na vadišču. Hkrati bo vodil in upravljal tudi vojašnico barona Andreja Čekovina v Postojni, zagotavljal logistično podporo nastanjenim in gostujočim enotam v vojašnici in nekako tudi računamo, da bi v sklopu tega več aktivnosti prevzeli lokalni kadri, zaradi tega, ker na takšen način tisti, ki živijo tukaj, imajo še večji posluh in nekako lažje se dogovorimo z lokalnim prebivalstvom, zato da bo vpliv Slovenske vojske tukaj na vadišču Poček na lokalno prebivalstvo čim manjši.